Sometimes he's too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure. Res je lepo, da se lahko pogovarjava v maternem jeziku v Evropskem There are parlamentu. still some who blame this war not on Putin's lust for power, but on Ukraine's Ми thirst for боремось не просто за себе, Państwo wiecie, a za te, Polska щоб Європа realizuje swoje zobowiązania wobec NATO w dwójnasób, jeśli chodzi o... Evropska? Četrt. Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodi vam Aljaž Pengal-Bitenc in Nataša Briški, podcast pa domuje na spletni postaji metinalista.si, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda, takoj, ko je na voljo. regionalne vojne, s tem povezane motnje v preskrbi s surovinami, energetske krize, pandemije in naravne nesreče so vedno bolj naša nova normalnost. Vsaj zdi se tako. Zato se v javnih razpravah vedno bolj odpira tudi vprašanje odpornosti. Večjih odpornosti. Kajti, če so nas včasih učili, da grožnji prihajajo po zraku, kopnem in morju in predvsem od zunaj, je realnost danes dosti bolj komplicirana. In o vseh teh temah, se pravi o družbeni, nacionalni in vseh drugih vrstah odpornosti, se bomo v tej epizodi Evropske četrti pogovarjali z izredno profesorico na katedri za obramboslovje Fakultete za družbene vede, doktorico Jeleno Juvan. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Doktorica Juvan, pred nekaj tedni je na Fakulteti za družbene vede potekala ena zelo zanimiva okrogla miza v povezavi z Zvezo NATO, pa nemškim veleposlaništvom in tako dalje, kjer ste se strokovnjaki iz akademskega in pač praktičnega sveta ukvarjali z družbeno in nacionalno odpornostjo. In ko sem poslušal to okroglo mizo, so se mi, starejšemu občanu, kot sem, pojavljale tiste slike, plakati iz časa ranke države, ki so govorili, nič nas ne sme presenetiti. Pa preden ne bova šla v smer nostalgije, zato vas vprašam nekaj drugega. Kaj danes, leta 2026, mislimo, ko rečemo družbena in nacionalna odpornost? Ja, koncept družbene odpornosti je res nekaj, kar se v našem medijskem in pa javnem prostoru več pojavlja v zadnjem času. Po mojem mnenju je bil tudi rahlo, lahko rečem, zlorabljen z strani naše oblasti, da poskuša pod to besedo, izrazom odpornost nekako prikazati tudi povečane obrambne izdatke, ki nas čakajo v prihodnje. Torej, zaradi pregovornega, negativne odnosa do vojske, varnosti, obrambnih izdatkov, obrambne industrije, da se pod krinko odpornosti poskuša prikriti vse tisto, kar se bo vlagalo v prihodnje v naš obrambni sistem. No, ampak odpornost je nek koncept, ki se tudi na evropski ravni v zadnjem času bistveno bolj pojavlja. Torej kot pripravljenost družbe od najnižje do najvišje ravni, torej tudi od ravni posameznika, da na delovanje v kriznih razmerah. Krizne razmere so pa lahko zelo široke, ne govorimo samo o vojaških grožnjah, gre tudi za lahko naravne nesreče, ki seveda povzročijo potem neko krizo, gre tudi za kibernetske napade, ki isto tako imajo lahko učinke v fizičnem prostoru oziroma v okolju. Torej, da se vsak nivo družbe, bodisi posameznik, skupine, skupnosti, celotna družba, da so bolj odporne ne glede na to, kaj nas čaka v prihodnje. Torej, da vsak od nas ve, naprimer, kako ukrepati, če zmanjka vode, če zmanjka elektrike, kakšne zaloge je potrebno imeti doma, kam se skriti, naprimer, zakriti v primeru potresa in tako naprej. To je v bistvu tudi del te široke odpornosti. Če majčkeno pojaham se pravi naslove objav medijskih zadnjih dni, a je v odpornost, v pripravljenost, a spada tudi to, da človek ve, kaj narediti, ko zmanjka goriva na črpalkah, ali pa ko ve, ko vidi, da se na drugem koncu sveta stvari zapletajo in da se gre po gorivo. Zdaj sem tendenciozen, priznam, ampak oba veva,
Bobija, na kaj mislim? Ja, ne, čeprav tokratni zadnji dogodki so nekaj, na kar mi kot posamezniki niti ne moremo vplivati. Ne, lahko se dolgoročno pripravljaš na to, da mogoče razmišljaš, da avto, ki ga imaš na bencin ali pa dizel, zamenjaš za neke bolj druge, dajmo reči, okolju prijazne oblike preskrbe z energijo. Ampak ja, na primer, tudi to bi lahko bil del odpornosti, čeprav tukaj gre verjetno bolj za osebe, ki so morda nekoliko bolj pregovorno ziheraške in da so šle tankat ob prvem napadu Izraela in Združene Amerike na Iran in potem cel čas skrbele za to, da je tank poln, na primer. Ja, ne, ta standardna slovenska, bencin se bo podražil, treba je tankat. Ne? Ja. Ampak, dobro, če se pa če se neham hecati, ne, vse to, se pravi, nacionalna in družbena odpornost se nekako časovno sovpada z eno drugo besedno zvezo, ki se je tudi pojavljala in na evropskem nivoju in v bistvu v Sloveniji pogosto v odnosu do velikih sil, včasih tudi znotraj evropskega konteksta, ne, gre za tako imenovano strateško avtonomijo. Kako se že za strateško avtonomijo se je izkazalo, da stane, ne? Da je treba imeti svojo vojsko, svoje sisteme odločanja, svoje, ne samo vojaške, ampak tudi civilno zaščitne sisteme in tako. Pa zdaj smo pri nacionalni odpornosti, ker tudi kar stane, ne? Ker je treba vse te obnoviti, zgraditi na novo, razviti koncepte. Kdo se v Sloveniji s tem ukvarja? In ali ve, kaj dela? Torej, v Sloveniji smo v fazi sprejemanja, pripravljanja ali pa popravljanja strategije za krepitev odpornosti države. Letos januarja je bila uradna predstavitev tega dokumenta, ki je v pristojnosti Ministrstva za obrambo. V javnosti je bila objavljena različica, ki je izhajala v bistvu iz 13 točk odpornosti, kot jih navajajo druge države oziroma mednarodne organizacije. Tudi na Fakulteti za družbene vede smo imeli javni posvet, v katerem so sodelovali posamezniki, predvsem iz akademskega okolja, ki pokrivajo strokovnega vidika posamezne vidike odpornosti, in se je pokazalo, da je to v bistvu izjemno kompleksen koncept. In ključno vprašanje je tudi, nanaša se tudi na vprašanje zdravstva, delujočega zdravstvenega sistema, na primer posameznik, ki je zdrav in ki dovolj hitro dobi primerno zdravstveno oskrbo, je veliko bolj odpornejši kot od nekoga, ki to ni, in tisti posamezniki, ki nimajo osebnega zdravnika že vrsto let, zaradi težav v našem javnem zdravstvenem sistemu, so potem manj odporni. Torej, v bistvu se je dejansko pokazalo, da je to zelo kompleksno in težavno in bi pač pod odpornost dejansko lahko vključiš vse vidike družbe, tudi če niso direktno povezani z obrambo države, ne. Ampak v samem jedru odpornosti države pa mora biti obrambni sistem. Torej, to je temelj, vse drugo pa je v bistvu zraven, ne. Ne more biti država odporna, če nima učinkovitega, dobro kadrovsko okrepljenega, moderniziranega obrambnega sistema, ki bi zagotavlja tudi obrambo in tudi ukrepanje ob nekih, torej bodisi vojaških grožnjah, bodisi tudi naravnih nesrečah, ne. Slovenski sistem, torej vojska pomaga tudi ob naravnih nesrečah in je v določenih primerih tudi eden iz pomembnejših akterjev v odpravljanju teh nesreč. Torej, pri nas se ukvarjamo s to odpornostjo, dokument je potem ni bil sprejet še v času mandata te vlade, tudi verjetno zaradi številnih pripomb in tudi zaradi tega, ker so ugotovili, kako zelo kompleksno in težavno je to. Tisto, kar se je predvsem ob zadnjih dogodkih ob napadu ZDA in Izrael na Iran pokazalo, torej ne samo ključno vprašanje energetske preskrbe, ampak tudi vprašanje prehranske varnosti, kajti energetska preskrba oziroma preskrba z naftnimi derivati v pomladnem času vpliva tudi na delo na poljih. Torej zdaj se pripravlja
njive za saditev, za pač novo sezono. tako, ja. In če kmetje nimajo goriva, s katerim bodo uporabili svojo mehanizacijo, to vsekakor vpliva tudi na prehransko varnost, ne. Torej medsebojno so povezani neki sestavine varnosti, za katere bi rekel, da nimajo nobene veze, ampak še kako imajo sploh v današnjem globalnem svetu, kjer je ta medsebojna soodvisnost izjemna in dogodki, ki se dogajajo več tisoč kilometrov od nas, imajo tudi neposredni učinek na nas in pa naše prazne rezervoarje, ne. Zdaj, ravno to sem hotel vprašati, ne, ker prej sem omenil, ne, tiste zgodbe NNP, pa zaklonišče, pa vsake to časa je bila akcija v sosedski, pa se je spucali, pa gledali, a so filtri v redu, a je voda pripravljena in tako dalje in tako dalje. Ampak to je bilo v času, ko smo bili mi, pa ko so bili oni, pa ko so bili na meji vojaki pa policaji, pa ki je imela tako pač, ne, Ja. neko razumevanje države konca 20. stoletja. Potem se je pa zgodila globalizacija, ta povezanost, o kateri ste ravnokar govorili, in dobesedno, ne, zato ker se tam obmetavajo z raketami na Bližnjem vzhodu, ne samo, da nimamo, oziroma da to vpliva na dobavo goriva, to vpliva tudi na dobavo gnojil, posredno pa na hitrost drugih transportnih in logističnih povezav. Domino efekt je neizmeren. Ne. A je sploh možno govoriti o zaščiti od zunanjega sveta? Mislim, poskušam si predstavljati, kako se počutijo ljudje, ki se s tem ukvarjajo in pogledajo okoli sebe in rečejo, o Madonna. Ja, včasih, zdaj ne bom rekla, da je bilo bolj enostavno, ampak je bilo točno jasno, kdo je sovražnik, ne, in s kje bo prišel in na kaj se je potrebno pripravljati. V času hladne vojne, ne, vsaj v tem delu sveta, v katerem smo mi se nahajamo, je bilo pričakovano, da bo torej po koncu druge svetovne vojne, da bo sovražnik prišel z vzhoda. Tudi Jugoslavija je potem razvijala svoj sistem in vso ljudstvo je nekako bilo konstantno pripravljeno, da bo se zgodila sovjetska invazija, ne. In v tej luči je potem to vzpostavitev nekega takšnega sistema je bil veliko bolj preprostejši, ne. To je sedaj izjemno težavno, kajti tudi grožnje so veliko bolj kompleksne, ne. Kako mi lahko neko družbo pripravimo istočasno na ukrepanje ob nekih naravnih nesrečah, za katere vidimo, da so v zadnjih letih so veliko bolj destruktivne, povzročajo večjo škodo, bodisi v naravnem okolju ali pa na infrastrukturi, povzročajo tudi večjo finančno škodo. Torej dogajajo se poplave, ki so 100-letne, se zgodijo, ali pa ne vem, 500-letne, se zgodijo na 10 let. Torej kako družbo in državo pripraviti na to, istočasno pa na primer neki kibernetski napadi, katerih smo tarča vsakodnevno, se zavedati, kako delovati v tem kibernetskem okolju, se zavedati tega, da tudi vsakič, ko tipkaš številko kreditne kartice, ti lahko izpraznijo račun. Torej kompleksne grožnje v bistvu zahtevajo tudi kompleksne odgovore, kar pa seveda tudi stane, ne. Varnost ni zastonj in varnost ni brezplačna in še manj je varnost samoumevna. In to je tisto, česar smo se v zadnjih letih začeli bolj zavedati, kot predvsem posledica vojne v Ukrajini, ki pa je vrnila skozi nazaj na evropsko celino predvsem to vojaško grožnjo, ki pa je v bistvu samo del teh kompleksnih groženj. In pri vojaški grožnji je tudi v bistvu morda bolj preprosto, veš, kdo je sovražnik in veš, proti komu se moraš boriti. Čeprav danes ob teh sodobnih oborožitvenih sistemih, brezpilotnih letalnikih, balističnih raketah, ki preletavajo tisoče in tisoče kilometrov, je spet v bistvu težko določiti, kdo je sovražnik, ne, oziroma iz kje prihajajo. Tako, ne, da o stvareh, ki sva jih že majčkeno omenila, kibernetske grožnje, ne, ki je dejansko to lahko, ne vem, v končni fazi vseeno, ne, vseeno. Primarno je učinek je enak, ne, pa ne glede na to, a je to prišlo iz, ne vem, Severne Koreje ali iz, ne vem, kakšne zavezniške države, ali je državni akter, ali je paradržavni akter. Skratka, vprašanje, ki se meni pojavlja, je, ali je danes družbo sploh možno opremiti, nimam druge besede, za razumevanje teh, groženj, nevarnosti, stanja sveta.
Za razumevanje, ja, za učinkovito ukrepanje pa bi bili takšni sistemi izjemno preobsežni in tudi izjemno predragi, ne. Zato tudi imamo vsaj na ravni države strategije, ki določajo, kaj so ključni interesi posamezne države in kam bo v prihodnje usmerjala, dajmo reči, modernizacijo svojih oboroženih sil ali pa razvijala svoj obrambni ali pa nacionalno-varnostni sistem. Ampak te strategije morajo temeljiti na nekih analizah in morajo biti predvsem realne. Torej vsaka država ima svojo prioriteto, razen če si Združene države Amerike, ki si lahko privoščijo torej ohranjanje nekih izjemno dragih in obsežnih sistemov, ne. Tako da ja, lahko se seznanimo z grožnjami, vprašanje pa, če znamo na vse učinkovito odgovoriti. No, katere pa so recimo tista področja, na katerih je Slovenija še posebej občutljiva in ki bi jih ali pa bi jih morala razvijati oziroma tam delati? Torej z naravnimi nesrečami imamo kar nekaj izkušenj. Čeprav to je nekaj, kar je nekako najbolj nepredvidljivo, ne, in ne moreš vedeti, kakšen potres se bo zgodil, kako bo močan, tudi poplave, požari in kakšne bodo posledice, ampak nekaj takih dogodkov v preteklosti smo že imeli in tudi naš sistem zaščite in reševanja je v bistvu izjemno dober. Tudi nekaj smo se naučili in teh izkušenj so se nekaj naučili in sistem modernizirali. Tako da jaz bi rekla, da je mogoče to področje verjetno še najmanj problematično, ne. Potem področje kibernetskih groženj je nekaj, kar je relativno novo. Sicer, da je v bistvu že 10 let nekako se ukvarjamo s tem, ampak kibernetske grožnje, kibernetski prostor je nekaj, ki morda tudi nima najbolj neposrednih učinkov in zato imaš tudi občutek, da te ne ogroža. Ali pa da imaš občutek, da se to zgodi nekomu drugemu, ti si pa že bolj previden in bolj pameten, tebi se pa ne bo, ne. Tako da potem kibernetske grožnje so težavne tudi zaradi tega, ker ni atribucije, ne. Ti ne moreš s prstom pokazati za 100% gotovostjo, kdo je izvedel nek kibernetski napad in potem tudi ukrepati. Zdaj v luči trenutnih varnostnih razmer, torej na evropski celini kot tudi globalno, pa je vsekakor najbolj problematičen obrambni sistem, tudi sama Slovenska vojska z vidika tega, da je bila zanemarjena od leta 2008 dalje, da se obrambni proračun namesto, da bi se povečeval, se je v bistvu zmanjševal. V eni točki je bil tako nizek, da je komaj zadostoval za plače zaposlenih oziroma pripadnikov, da se v ta sistem ni vlagalo desetletje, da nismo modernizirali oborožitvenih sistemov, da nismo sledili novim konceptom, ki so se pojavljali, in to vsekakor vpliva na trenutne razmere. Kako pa je potem z vklapljanjem recimo na evropsko raven? Ker zelo naivno si predstavljam, da seveda, kot ste rekli, ne moremo vsi za vse poskrbeti, ker nismo vsi Združene države Amerike, ampak verjetno vsaj regijsko pa verjetno imamo sorodne težave ali pa se lahko kaj dopolnjujemo, tako malo kot v zvezi NATO, ne, ker Slovenija nima letalstva, pa nekdo drug pomaga, imamo pa dobre, alpinske oziroma gorniške enote, pol drugih nam hodijo. Skratka, a tudi na tej konceptualni ravni znotraj EU, ne nujno samo znotraj NATO, katera se to, ki dopolnjuje, sodeluje. Ja, se v bistvu gre za neke te mehanizme sodelovanja, kar se tiče zaščite, reševanja. Evropska unija ima mehanizem civilne zaščite, ki se aktivira ob določenih pogojih, kjer gre za pomoč drugi državi članici Evropske unije, ki jo doleti neka večja naravna nesreča. Ima tudi nekaj letal, nekaj opreme, ne, ni torej zgolj v lasti posameznih držav članic, in to je nekaj, kar temelji na solidarnosti, torej solidarnosti z državo, ki potrebuje pomoč, tudi zaradi tega, ker morda boš ti nekoč potreboval in boš poklical druge na pomoč, ne. Tako da Evropska unija to ima. Gre večinoma za področje naravnih nesreč, če pa govorimo zgolj v najbolj ozkem vojaškem vidiku, smo pa tukaj del kolektivne obrambe v sklopu zavezništva, in to je nekaj, kar je ključno za preživetje Slovenije, torej ni nujno NATO, ne, kajti vidimo, kakšna so stališča ZDA do NATO in ne vemo, kam se bo to zapeljalo v prihodnje, ampak morda bo pa s časoma se razvila neka nova oblika med evropskimi državami, ki bodo postopoma prevzele to nalogo.
Ampak recimo, če bolj zamenjava ploščo oziroma pogledava drug vidik. Ena od stvari, ki ste jo omenili, je tudi v bistvu prehranska odpornost, ne, in te stvari. In vendarle, recimo, ko smo imeli pa situacijo, ko je Evropska unija sklenila sporazum z Ukrajino, ne, glede uvažanja njihovega žita, pa od vse te solidarnosti ni kaj zelo veliko stalo, ker so se v tem primeru predvsem poljski pa ne vem, še neki drugi kmetje pač ustrašili seveda cenejšega produkta. Skratka, a je mogoče na tej ravni, ne, se pravi, treba razširiti zavedanje tega, kaj vse odpornost je. Lahko razširjava na industrijsko odpornost, ne, ker se spet včasih se zdi, da od Evropske unije ostane veliko, če je v igri, ne vem, nemška avtomobilska industrija ali pa, ne vem, francoski ta ali oni sektor, ne. Ampak ali se tukaj v bistvu pridemo v nasprotje z konceptom Evropske unije? Evropska unija je skupina 27, torej trenutno 27 držav članic, kjer v krizi vedno prevladajo nacionalni interesi. In vsaka država bo najprej poskrbela za sebe, za svoje državljane, ne glede na to, da mehanizmi obstajajo ali pač je nek načelo solidarnosti, ampak ko si ti sam ogrožen, boš najprej poskrbel zase. Zelo dobro se je to pokazalo ob pandemiji COVID-19, ko so tudi te mehanizmi preskrbe za zaščitno opremo v bistvu odpovedali, kajti države, ki so imele letalske prevoznike, letališča, na katere je ta oprema prihajala izven Evrope, so potem to zasegle in se obdržale zase. In tukaj je ta evropska solidarnost v celoti padla in na osnovi tega bi se lahko zelo veliko naučili tudi glede nekih morebitnih prihodnjih kriz. Če sva že prej omenjala preskrbo z energenti, ko je bilo govora o naših nacionalnih blagovnih rezervah, je bilo tudi omenjeno, da mislim, da 2/3 ali nek odstotek naših teh blagovnih rezerv se nahaja v tujini, kar je z vidika preskrbe izjemno problematično, kajti če se pa vse države znajdejo v pomanjkanju, potem lahko to tudi zasežejo zaradi tega, zato ker same to potrebujejo. Tako da tukaj je spet ena ta oblika odvisnosti, ki pa je za Slovenijo zaradi svoje geografske značilnosti in majhnosti dejansko višja, kot je na primer za neke večje države. Mi že zaradi svoje torej geografske lege in značilnosti našega okolja ne moremo biti 100% prehransko preskrbljeni, seveda pa temu prispevajo tudi nekatere napačne gospodarske odločitve v preteklosti, da smo večino našega nacionalnega premoženja prodali tujcem. Ja, ne, kako že, neoliberalni globalni konsens je izstavil račun, ne, na najbolj nepričakovan način. Čisto konkretno vprašanje, ali seveda je potem, kar se Slovenije tiče, se splača razmišljati o gradnji infrastrukture za vsak primer, v smislu dodatnih skladišč, dodatnih rezervarjev, dodatnih zaklonišč, mimogrede, zakaj so se zaklonišča nehala graditi v stanovanjskih naseljih in vsa taka vprašanja? Ja, torej predvsem je potrebno upoštevati, da od 1991 dalje smo vsi živeli, tudi Evropa je živela v prepričanju, da so vojne stvar preteklosti, vsaj neke takšne, kot je sedaj v Ukrajini, in da se kaj takega nikoli več ne bo zgodilo. In da ne bomo potrebovali zaklonišč in zaradi tega namesto zaklonišč se vlaga, ne vem, v zasebne telovadnice in tako naprej. Tako da pač ta varnostna dividenda, ki se je v Evropi gradila od konca druge svetovne vojne dalje, je bila zelo močna. Zdaj, po drugi strani pa neko takšne gradnje za vsak slučaj pa spet izjemno finančno stane zelo veliko finančnega vložka, kar po drugi strani trči ob neko to ekonomsko logiko in tudi vprašanje, kolika je verjetnost, da nekaj takega sploh potrebujemo. Je pa potrebno upoštevati, da to, kar se zdaj dogaja, je res nekaj, zdaj verjetno gre tudi za splet dogodkov, okoliščin, dejstvo, da je pač predsednik Trump zdaj predsednik Trump in ne 4 leta nazaj ali pa čez 4 leta, pa da je trenutno predsednik Putin in tako naprej, ne, da v bistvu morda se res zdi, da se zdaj dogajajo stvari, ki so nepredstavljive, kot na primer, da je NATO moral 3-krat odreagirati in se streliti iransko balistično raketo nad Turčijo,
da je bil Cipr, da so bile vojaške baze na Cipru napadene, da so brezpilotni letalniki postali eden ključnih oborožitvenih sistemov. Tako da dogajajo se nepredstavljive stvari in morda je pač potrebno razmišljati tudi izven okvirjev in se pripravljati na nepredstavljivo. Ne? In smo spet pri NNP, ne? Da nas nič ne sme presenetiti. Čeprav pri nas zelo neradi vlečemo vzporednice z preteklim režimom, ne, ker je to del neke preteklosti, ampak razmisliti, kaj je bilo takrat v bistvu nekaj dobrega in sedaj to uporabiti. Ne. Začenši pa v bistvu z najnižjo ravno, torej z vsakim posameznikom. Kajti torej odgovornost vsakega posameznika je, da je kolikor lahko začiti sebe in svojo družino in šele potem lahko morda pričakuje, da bo do državne strukture prišle na pomoč, ne, kajti pač zavedati se pa potrebno, da po načrtih ukrepanja je najprej se pomaga tistim, ki so ključni za nemoteno delovanje države, to pa navadni prebivalci nismo, ne. To so vladne strukture, to so bolnišnice, to so vojašnice, vlada, parlament in tako naprej, ne. Mi ne. Skratka, še nekaj o v bistvu kibernetski odpornosti in mogoče povezavo tudi z energijo. Ne? Včasih je človek šokiran, ko ugotovi, da če crknejo semaforji v Ljubljani, potem celo mesto stoji in potem nič ne moreš, rešilc ne more, ne moreš v šolo, nič to dalje. A je tako? A je v redu, če živim v rahli iluziji, da v tej državi obstajajo ljudje, ki se tega zavedajo, na tem delajo in te sisteme aktivno ščitijo? Ne samo, da mi bodo potem znali razložiti, zakaj je kaj šlo narobe. Da ne govorijo samo o semaforjih, ne? To je samo banalen primer. Vsekakor v tej državi živijo ljudje, ki so na odgovornih položajih, ki se dobro zavedajo vseh groženj in kompleksnosti groženj. Vprašanje pa je, koliko so sistemi, ki bodo ukrepali ob nekih takšnih kompleksnih grožnjah pripravljeni, kajti to niso samo ljudje, to so tudi koncepti, to so tudi načrti ukrepanja, to so tudi primerna zakonodaja, ki jasno določa, kdo je pristojen, zakaj in tako naprej. Torej, dobro se zavedajo, vendar mogoče ta praktični vidik tega je tako zelo kompleksen, da ga ni mogoče razrešiti čez noč ali pa v letu ali dveh. Nekaj ti potrebno upoštevati, da tudi mi tukaj se več zavedamo nevarnosti in groženj morda zadnje leto ali dve, ne, kar je tudi posledica trajne vojne v Ukrajini, takrat ob začetku vojne niti nismo, ne. Pak nek občutek je bil vse, to je zelo daleč, ampak še vedno je daleč, ampak traja pa zdaj že 5 leto, ne. Tako da zaupamo v oblast, da se tega dobro zaveda, je pa potreben čas in predvsem je tudi potreben denar. In pa politična volja, to se pozablja reči, v duhu volitev, ne, ki so ravno bile, politična volja in pa politični konsenz najvišje možne ravni, da je obramba države, da je varnost države v bistvu osnova za delovanje in nadaljnji obstoj in potem bi bilo v bistvu vse bistveno lažje. Ravno to sem hotel še odpreti in sva na tem, da pač narediva cel krog, ne, ena od stvari, ki ste na začetku omenili, je, da politika rada govori o stvareh, kot je vlaganje v infrastrukturo, je tudi vlaganje v odpornost, pa dvojna raba je tudi tak zelo uporabljen izraz, ne, in hkrati moram zdaj tukaj narediti reklamo za en drug podcast, za Met in čaj, kjer je recimo pred časom analitik za Urada za makroekonomske analize in razvoj, Peter Vostner, povedal, da v tej državi manjka odločitev za dolgoročne prioritete. Da je tudi zaradi politične ekspeditivnosti se velikokrat prioritizira tukaj in zdaj, in da ni tega razmisleka izbrati, 5, 10, 15 področji, ki bi jih dolgoročno razvijali. Se pravi, z vidika družbene in nacionalne odpornosti, katerih nekaj področji, ne bom rekel zdaj 5, ampak katerih nekaj področji vam najprej na pamet pade, ki bi morala biti na tem spisku? Zdaj, če gre malo nazaj, ne,
Vse dolgoročne prioritete morda že so, ampak pač politiki oziroma ti, ki vodijo državo, razmišljajo od volitev do volitev. In tudi če so sprejeti dolgoročni dokumenti, ne, se konec koncev načrt opremljanja Slovenske vojske do 2040 oziroma resolucija, ampak ne, po volitvah lahko pride nekdo, ki se pač zaradi tega, ker je zdaj on na oblasti, bo pa spremenil tudi, če je tisto bilo dobro. Ne. In to dejansko izjemno škodi tem sistemom, ki se dolgoročno in dolgotrajno v bistvu razvijajo. Ne. Zdaj, katerih 5 ključnih področij odpornosti, to? 3, 5, karkoli, ampak ja, recimo, če bi morali vi zbrati, bi rekli, to pa to, mora biti najprej vsekakor obrambni sistem, ne? Torej sposobnost države, da se obrani bodisi lastno nacionalno ozemlje ali pa lastno suverenost. Potem torej zdravstveni sistem, torej kot temelj vsake družbe, torej zdravi posamezniki in pa tudi zdravstveni sistem v nekih kriznih razmerah, ki bo sposoben učinkovito odgovoriti na vse, kar se pojavi v teh kriznih razmerah. Šolski sistem, v bistvu izobraževanje novih mladih generacij, da se zavedajo vseh groženj in da so potrebne, torej, da se znajo tudi zoperstaviti tem grožnjam. Ne? Torej, ne vem, kibernetski na primer napadi. Torej, te nove generacije zdaj, ki so, zdaj so že 20, 25, nove se strinjam. To so, pa ne bodo rekel otroci, ker niso več otroci, rojeni v digitalni dobi. Ne? Oni živijo s tem od prvega dne in morajo se zavedati, kaj vse je nevarno in kako v bistvu odreagirati. Ne? Pa se mi zdi, da se kljub temu ne, ker to je njihov del vsak dana in nekako sploh ne razmišljajo, kaj gre lahko narobe. Potem potrebno se je zavedati izjemne odvisnosti od vseh teh tehnologij, od preskrbe za elektriko, ne, od delovanja mobilnega omrežja. Saj nedavno smo imeli, ko je prenehal delovati celoten A1 omrežje, pa je bil konec sveta. Ne. Ali pa če se spomnimo električnega mrka v Španiji. Ne. Mislim, pri nas doma ne moramo skuhati kosila, ker imamo električni štedilnik. Ne. Tako da pač mogoče tudi razmišljati. Torej, ja, šolski sistem, kaj se rekla, zdravstvo, obramba, prehranska varnost, ne, oziroma sistem preskrbe z prehrano, ljudstvo ne sme biti lačno, ne glede na to, kaj se zgodi, in pač preskrba z energenti, seveda, ne, zdaj lahko bi še kakšne dodali. Upam, da se ne bo kdo počutil zapostavljenega. Brez energentov pa ni ne prehrane, ne šole, mislim, ne. Medsebojno vse povezano, ja. Verjetno pa bi najbolje na to odgovorili, da se mi zdi, da ob vseh teh pogovorih najbolj na to odgovorijo tisti, ki so tarče ruskih napadov, v bistvu že zdaj 4. leto oziroma 5. leto, ne, brez varnosti dejansko ni ničesar, tako kot pri človeku brez zdravja ni ničesar, ne. Mogoče sam še dokončavam, ampak če sva že tukaj, a je v pogojih trenutnih, ne, sploh moč razmišljati, planirati dolgoročno. Včasih se zdi, ne, da je v času miru se ti ne ljubi, ampak takrat potem, ko grejo stvari k vragu, je pa prepozno, da bi karkoli naredil, pa samo še gasiš požare. A imamo mi še ta manevrski prostor, da lahko dolgoročno, tovrstne sisteme dolgoročno načrtujemo in gradimo? Mislim, bolje pozno kot nikoli, ne, nekje je treba začeti. In če v bistvu mi že desetletja govorimo, kakšen zelo velik je pomen domoljubne vzgoje za nove generacije, ki prihajajo, pa se glede tega nič ni spremenilo, vsaj v šolskem sistemu bi potem v eni točki lahko rečemo, da je prepozno, ampak bolje pozno kot nikoli in nekje pa če treba in nekoč je treba začeti. Je pa res, da so trenutne razmere, ko ni samo Slovenija v takšnih razmerah, ampak so v bistvu tudi vse druge evropske države, so veliko bolj težavne. Ne? Kajti vsi se nahajamo na istem tržišču, vsi iščemo iste orodja, iste sisteme in v bistvu posledično je potem manko tega. Ne? Da tudi na nek način sistem kolektivne obrambe in solidarnosti deluje, ko si samo ti ogrožen in pričakuješ, da ti bodo drugi prišli na pomoč. Ne? Kaj pa v razmerah, ko nisi ti, ampak je ogroženo, ne vem, celotno vzhodno krilo NATO ali pa vse evropske države.
kdo ti bo prišel na pomoč? Noben. Ne? In zato je tudi zelo pomembno, da sami vlagamo v lastne sisteme, kajti v osnovi, kot sem že prej rekla, ko pride kriza, si bomo morali pomagati sami. Rekli ste, nekje je treba začeti, ne? Nekje je treba tudi končati. Bova midva ta pogovor tu končala zato, da ga bova nekoč lahko nadaljevala. Doktorica Jelena Juvan, najlepša hvala za vaš čas in da ste bili gostje v Evropski četrti. Ni za kaj, z veseljem. To je bila torej Evropska četrt. Hvala za vašo pozornost. Predlogi, mnenja, zelo dobrodošli. Hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama, in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin. Avtor glasbene podlage je Peli iz podcasta Opravičujemo se za vse nevšečnosti. In če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj jo ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku. Sicer pa hvala za vašo družbo in se slišimo spet kmalu.